Obirico dela je te dni imel tudi predsednik Borut Pahor, saj je Slovenija kot prva država na svetu gostila novo izvoljenega hrvaškega predsednika. Wow, kaka čast. Gostiti moškega predsednika Hrvaške pa je za Boruta Pahorja vsekakor težka naloga, saj so zadnjih 5 let ta srečanja bila rezervirana za Kolindo Grabar-Kitarović, s katero se je lahko mirno pogovarjal o čevljih, barvnih kombinacijah pa najljubših Instagram filtrih. Zdaj, ko bo na obiske prihajal dec, bo treba pa najti nove stvari za pogovor. In katere so bile prve? Veliko je bilo trepljanja, nasmehov, šal v stilu odlično se poznava že 16 let in si zaupava. Ja. Veliko je bilo šal tega tipa, še več pa šal tipa Bosanc, Srb pa Črnogorc pride v gostilno. Ker Slovenija in Hrvaška še vedno nimata rešenega vprašanja o arbitraži, se predsednika na novinarski konferenci seveda nista mogla izogniti vprašanjem glede meje. Tle se je pa izkazalo, da se novopečenemu hrvaškemu predsedniku Milanoviću nikamor ne mudi. Nemam iluzije da je ta dva pitanja i taj quid pro quo moguće danas odvojiti. Ali sa vremenom, ne 250 godina kao u slučaju Španjolske i Portugala, je moguće, pa bit ćemo strpljivi. Ja, za Hrvate bo zgledal uspeh, če se meja Slovenci reši vsaj kako leto prej, kot so Španci s Portugalci. Kar v osnovi pomeni, da mora biti arbitraža zrihtana pred olimpijskimi igrami 2270. Imamo že 2 razloga, da se veselimo teh olimpijskih, ne? Meja bo zrihtana, pa Rajmond Debevec bo z izkušnjami deklasiral konkurenco. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.